hotela sem omeniti, ampak trenutno smo muslimani v mesecu Ramazan. In začel se je od 18. junija, kot že vemo. In takrat v mesecu Ramazanu izvršujemo svojo tretjo dolžnost. Pač od zore do zahoda sonca se odrekamo hrani, pijači, telesnim užitkom ter vsem ostalim dobrinam in ugodnosti v imenu Boga. V tem trenutku, ko postimo, se poskušamo čim bolj duhovno, kot sem že prej omenila, posvetiti sebi, drugim, okolici okoli sebe. Da naredimo čim več družbenega dobrega. V mesecu Ramazanu je v Koranu omenjen, da je mesec, ki je vreden oziroma je boljši od 1000 drugih mesecev. V tem mesecu muslimani v celem svetu se čim več posvečamo molitvi in postu. In med molitvami v islamski skupnosti je tudi ta, ki je pač molitev za Slovenijo, oziroma da bomo mi da se nehajo ti nemiri po celem svetu, oziroma trenutno v polovici sveta. Želimo, da vse te vrednote usmerimo tudi na ljudi, na posameznika, in tako pač želim še na koncu, da povem, sem dobila pač dolžnost v imenu muftija profesorja dr. Nedžada Grabusa, da vsem državljanom in državljankam čestitam dan državnosti z upanjem in prošnjo vzvišenemu Bogu, da bodo naše molitve, ki jih bomo namenili za našo skupno dobro, uslišane. Hvala. Hvala lepa za tako lepo misel. Vsekakor vse je vključil pozavati nase, pa manj misliti na bližnjega, misliti na druge, misliti na skupno. In ne vem, če bi morda še kaj na to temo, vidim, da vprašanj ni, razen če to še dvigne roko. Tako da bi prosil še za zaključno misel vsakega izmed vas. Ja, torej, ta povezanost, zato pač z različnih skupnosti in me veseli, ko smo se zbrali, ker naša skupnost Evangeličanska cerkev je pač malo številna. Mi moramo spodbojati ekumenizem, mi se moramo drugim pač tudi pogovarjati. In pač me veseli, drugače dobro sodelujemo tako s katoličani, kot tudi z drugimi protestantami, drugače pa malo manj se pravi s pravoslavnim, še manj pa z muslimami. In pač pravim, da te dogodki, da bomo še naprej to delali, se pravi, da bomo mi tisti, ki pristopimo tudi do drugih, ki se pogovarjajo. In tako da... Hvala. Jaz bi pa res tudi mogoče tole poudarila, da se res trudimo k temu, da sprejemamo drug drugega. Tudi recimo Matej piše v 25. poglavju, tujec sem bil in ste me sprejeli. In v bistvu mi vsi nekako hrepenimo po ostali človeški bližini, potem, da smo med sabo prijatelji, da smo med seboj bratje in sestre, pa ni važno, ali smo muslimani, evangeličani, katoličani, protestanti, karkoli smo. In v bistvu vsak človek in vse človeštvo konec koncev hrepeni po tem in hrepeni tudi po tej skupni, večni domovini. In ker smo pač ljudje, vemo, da smo grešni, vemo, da delamo napake, ampak si pa v bistvu želim, da če že ne tukaj na zemlji, da se nekako v večnosti srečamo in da res konec, če ne prej, takrat živimo tole našo skupno in najboljšo in najlepšo in večno domovino. No, jaz lahko za konec samo še enkrat pozdravim to pobudo, mislim, da je to res prava pot, ne? In mogoče ne samo ob tej 9-dnevnici in v tem dnevu, ampak kar svetoval vsem, da je to res tisto, kar prejde naprej. Tako da, hvala lepa, da ste nas povabili. Hvala vam, hvala res vsem štirim za tako pomenljive misli, da bi se kaj od tega prijelo širše v družbi in da bi še naprej gradili skupno domovino,
naš skupni dom, tukaj in tam, ne, se vsi verujemo v tisto, kar pride. In živela Slovenija! Hvala vsem, da ste prišli in torej še enkrat vabim, ne pozabite, jutro se začne 24-urna molitev, ki bo trajala vse do 24. pred mašo za domovino. Hvala lepa.